V eni izmed naslednjih oddaj bo naša gostja Beth Moore, ki bo govorila o edinosti med kristjani. Naj vam povem, da v Kristusovem telesu ni razdvojenosti, je samo nasprotje polov, glede tega, kar je zapovedal za Božje ljudstvo in nas pooblastil. V Kristusovem telesu ni nobenega razloga, da to ne bi bila Božja volja. Danes se bomo naučili, kako se bojevati kot kristjani. Vidite, smo v vojni in se bojujemo. Vendar se moramo naučiti, kako se bojevati na popolnoma drugačen način, kot se bojuje svet. Da ste jezni, ni noben odgovor. Govorili bomo o jezi. Začudili se boste, koliko tukaj zbranih ljudi se mora ubadati z jezo, čeprav oni ljubijo Jezusa. Jezni so. V sebi imajo jezo, zagrenjenost, nezadovoljni so zaradi številnih vzrokov. Nekateri imajo to tako dolgo, da niti zares ne vedo, da obstaja še kaj drugega. Čas je, da se začnemo ubadati z jezo, da ugotovimo njen vzrok in se naučimo z njo ravnati. Jeza je takšno čustvo, ki jo ljudje v svetu obravnavajo, kot da to ni noben resen problem. Kristjani pa se zgodaj naučimo, da je jeza lahko velik problem. Tako zapademo v zanko, da se počutimo krive vsakič, ko postanemo jezni glede česa in si mislimo, kot kristjan se ne bi smel tako počutiti. Tudi sama sem šla skozi podobne stvari. Neko jutro sem se namenila, da bom pridigala. To je bilo pred mnogimi leti, ko sem imela srečanje za žene v domači cerkvi v St. Louisu, Ameriki. Verjetno pred kakšnimi 25 leti. Tako sem hvaležna za poduk, ki mi ga je Bog takrat naklonil. Stvari, ki mi jih je pokazal na moji poti, in hvaležna sem, da sem imela priložnost, da jih lahko sedaj podelim z vami in vam mogoče prihranim kakšno potovanje okrog te gore. Z možem Davidom sva se nekaj prepirala in bila sem zares jezna. Veste, da jeza in pridiganje ne gresta skupaj. Nisem imela veliko časa. Imela sem približno 1 uro, da sem šla v cerkev, da bi tam imela nagovor za nekaj 100 ljudi. Bila pa sem zelo jezna. In počutila sem se krivo, ker sem se tako jezila. Bog mi je tisto jutro pokazal nekaj, kar mi je zares spremenilo življenje. Na nek način sem začela prebirati pismo Efežanom, 4. poglavje, 27. vrstico. Ne vem, ali sem se k Svetemu pismu napotila zaradi obupa, ker sem vedela, da to besedilo govori o jezi, ali pa me je takrat vodil Sveti Duh. Vendar sem videla to besedilo na drugačen način, kot sem ga videla kdajkoli poprej. Hočem, da si ga danes ogledamo na način, da bo tudi vam spremenilo način življenja. Jezite se, a nikar ne grešite. To je pravo sporočilo. Takoj bomo pogledali še preostalo besedilo, vendar tu sem dobila razsvetljenje. Ne pravi namreč, ne smete se jeziti. Prav tako ne pravi, če se kdajkoli razjezite. Svetopismo pravi, ko se jezite. Mi vsi bomo imeli čas, ko se bomo jezili. In ni nujno, da je to narobe. Mislim, da je včasih takšno stanje napačno. Jezite se na stvari, ki niso napaka nekoga drugega. Vendar, kadar nas ljudje ranijo in smo jezni, kadar so sebični in usmerjeni vase, kadar nam napravijo neprijetne stvari, z nami ne ravnajo prav, govorijo o nas laži, takrat smo jezni. In ni problem v tem, da ste vi jezni ali da ne bi smeli čutiti jeze, ampak problem je v tem, kaj vi s tem storite. Če je življenjsko vodilo, potem bi vam ga jaz rada podala. Moje življenjsko vodilo želim razdeliti z vami. Čutim, da lahko s tem vplivam na Kristusovo telo. Namreč vi si ne morete pomagati glede tega, kako se počutite, vendar pa lahko pomagate pri tem, kako se obnašate. Ker nekaj čutite, še to ne pomeni, da bi morali ravnati glede na počutje in ne bi ravnali po Božje. In če nečesa ne čutim, še ne pomeni, da se nam ni treba obnašati na način, kot bi se morali. Imamo občutke, vendar ni potrebno, da nas občutki vodijo in obvladujejo.
Imamo čustva in so bolj kakor kaprice. Pridejo, ko jih ne marate in te potem zapustijo tudi, ko nočeš. Koliko izmed vas ve, o čem govorim? Naprimer, nedeljo po kosilu se počutite tako, da bi lahko šli kar na dieto in izgubili 25 kg. Dobro veste, o čem govorim. Pride pa ponedeljkovo jutro in ne čutite več tako, kakor ste čutili prejšnji dan, ko ste bili siti. Mi lahko čutimo, da se bomo rešili dolgov in istočasno čutimo, da zapravljamo preveč denarja. Čutimo lahko, kakor da bi radi počistili hišo in istočasno čutimo, da bi se kar ulegli na kavč. Torej so naši občutki za vse namere zelo nezanesljivi in nepredvidljivi. Včasih so občutki dobri, včasih so slabi, zato se nanje ne morete preveč zanašati ali jim nakloniti preveč pozornosti, da se ne bi nakopali veliko težav. Včasih celo mislim, da manj ko se oziroma na občutke v našem mesu, bomo morda bolj čutili to, kar bi morali čutiti v duhu. Ne moremo dopustiti, da nas naši občutki, naša čustva, kot meseni občutki, da nam narekujejo naše obnašanje. Vidite, ko še nisem bila niti približno tako močna v Bogu, tudi takrat sem bila kristjanka in sem vedno delala to, kar sem čutila, da moram delati. Ampak če me je kdo razjezil, sem se tudi jaz razjezila in sem mu povedala, naj se kar pobere. Če sem čutila, da mu moram nekaj povedati, sem mu kar povedala in sem govorila o njih. Če sem čutila, da se ogradim in jih za 3 tedne izključim iz svojega življenja, sem to tudi storila. Bolj ko sem pa rasla v krščanski veri, bolj sem razumela Božjo besedo in naučila sem se, da ni moje razkošje v odzivanju na občutke. Zares sem si želela, da bi občutki odšli, vendar niso vedno kar odšli. Niso vedno moje občutki tisti, ki jih bo Bog spremenil, ampak jaz sem tista, ki se mora spremeniti. Tako sem lahko močnejša kot pa moji občutki. Če kaj potrebujemo kot Božji otroci, potem moramo nehati moliti za vse naše nadloge, da bi kar šle proč. Pavel ni nikoli molil, da bi ljudski problemi izginili. Vi ne morete najti mesta v Pavlovih pismih, kjer bi on molil, da bi ljudski problemi izginili. On je molil, da bi zdržali v potrpežljivosti, pa naj pride karkoli. On je molil za to, da bi se samo obvladovali, da bi imeli disciplino, ne glede na dogodke v življenju, da bi se obnašali tako, kot da tega sploh ne bi bilo. In to je za nas velik izziv, ker mi tako radi govorimo ljudem, kako se počutimo. Jaz čutim to, ne čutim tega, jaz čutim in še enkrat čutim, ti lahko povem, kako se danes počutim. Seveda, mislim, da moramo vedeti, kaj čutimo in mislim, da moramo biti v stiku s svojimi čustvi, vendar pa jih moramo znati tudi prezreti, da nas ne bi nadzorovala. Mogoče bi morali malo bolj podrobno premisliti to, ker je to velik problem v človeškem življenju. Veste, če postanete nekoliko spretni in ne dovolite, da vas vaša čustva kontrolirajo, potem bodo postala šibkejša in šibkejša, kajti nekaj je lahko živo, če to hranite. Da prenehate s stvarmi, jih morate stradati, tako da se čustvom ne vdajate. In šele na to bodo začeli izgubljati moč nad vami. Kar je bilo nekoč neverjetno težko, s časom ni več tako težko. Mi vsi imamo čutenja in nič ne moremo storiti glede tega, vendar pa smo se odločili, da ne bomo ravnali glede na svoje čustva, če so ta v nasprotju z Božjo besedo. Verjemite mi, da imate svobodno voljo in lahko napravite izbiro. Rekla sem, imate svobodno voljo in lahko izberete. Vi imate svobodno voljo in lahko izbirate. Samo obvladovanje je sad duha, ki nam ga je Bog dal, da bi se lahko kontrolirali. Veste koga? Vidite, kako ste pametni? Sami sebe, vsaj ta del tukaj, je zelo moder.
Ali moramo ponovno o tem govoriti? Samoobvladovanje je sad duha, ki nam je dan, da bi se lahko nadzorovali. Koga? Samega sebe. Dobro, opravili ste test. Zato se moramo odreči tiste navlake, tega ne morem. To je pretežko. Priznam, da če dopustite svojim čustvom, še posebej jezi, da gre v divjanje, lahko pridete do točke, ko ne boste zmožni več kontrolirati samih sebe. Moramo se naučiti, kako prepoznati stvari, ko so še na začetku, kako porušiti vsako osvajalsko misel, še preden postane kot močna trdnjava v našem umu, in kako se opreti hudičevim napadom. Na samem začetku, ko te sovražnik začne zavajati, je čas, da se omaknete od greha. Dajte no, vi se ne boste spogledovali 3 tedne in upali, da ne boste ena izmed tistih, ki se bo ujela. Ne bodite kot majhna deklica, ki je hodila navzdol po gorski poti ter videla kačo ležati na poti in bilo je zelo mrzlo. Prosila je, da bi jo pobrala. A me boš pobrala in me boš dala svoj plašč, zelo mi je mrzlo. Odgovorila je, ne bom storila tega. Kača pa rekla, prosim, vzemi me, tako je mrzlo. Ona je jo pobrala in jo vzela pod svoj plašč, nekoliko pozneje pa je kača ugriznila. Deklica je rekla, zakaj si me ugriznila? Rekla je, ko si me pobrala, si vedela, kdo sem. Lahko gremo tudi nekoliko počasneje. Veste, da ne zapadate kar naenkrat v prešuštvo. Najprej se začne s flirtom, s pogledovanjem, začne se z mišljenjem, da oseba, s katero ste poročeni, ni ti nisi to, ti nisi to, ti nisi ono. Gre od ene stvari do druge, od kave do krofa, do kosila. Ko govorite vse svoje osebne probleme, o svoje žalosti v rednem zakonskem življenju. No, kakorkoli. Tega sicer danes nimam na programu, vendar... Vidite, če bi samo takoj na začetku, mislim, saj slišite, kaj se govori, veste, da ga morate oščipniti kar na začetku. No, veste, prej, ko napravite, boljše bo. Prej, ko nekaj ukrenete, bolje bo. Ko se počutite tako, da se boste razjezili, je najbolje, da rečete, ne bom tako živel. Vidite, če jeze ne kontrolirate, je to strup za vašo dušo. Ta stavek se mi je danes porodil, zato upam, da tam zunaj še ni predaleč. Ko si namreč dopustimo, da postanemo zagrenjeni in maščevalni, ko se v nas razraste in zakorenini jeza, tako kot da smo napravili duhovni samomor. To ne pomeni, da ste izgubili svoje odrešenje, ampak ubija vse, kar hoče Bog napraviti v vašem življenju. Kaj pa lahko jeza razreši? Naučila sem se veliko, prav tisto jutro, ko me je Bog napotil k Efežanom 4:26. Jezite se, vendar nikar ne grešite. Torej se mi je zdelo, da Bog želi podati, da smo lahko jezni in ne grešimo. Torej moramo napraviti odločitev glede tega, kaj bomo naredili z občutki jeze, preden nas le-ta osvoji. Na to nam sporoča, koliko izmed vas se sploh kdaj razjezi. Želim videti, če imam danes pravo skupino ljudi. Nisem vedela, da če bi morala spremeniti današnje sporočilo. Jezite se, vendar nikar ne grešite. Ne dopustite, da vaš srd, ogorčenje, razjarjenost in užaljenost trajajo do sončnega zahoda. Veste, če se zjutraj razjezite, imate še ves dan čas, vendar... Če pa se to zgodi le 1 uro pred spanjem, potem ste v velikih težavah. Šalo na stran. Vendar je precej jasno, da tukaj hoče reči, da ste ob krivičnosti opravičeno jezni. Vendar tudi pravi, to še ni greh. Bog nam govori, boljši način imam zate, da bojuješ boj. Danes vas bom naučila, kako se bojevati kot kristjani. Preden ste bili odrešeni, ste dopustili, da vas vaša jeza nadzoruje in ste začeli pljuvati vse mogoče stropene besede iz svojih ust.
Namesto tega lahko sedaj rečete, Bog, pomagaj mi, vem, da to ne pelje nikamor, vem, da ni prav, vendar ne bom delovala po svojih čustvih, nadzorovala se bom in zaupala tebi, da ti prevzameš to situacijo. Mi imamo izbiro. Zahvalimo se Bogu, da nam ni potrebno skrbeti sami zase. Dajte no. Nekateri izmed vas bi se morali upokojiti od skrbi za samega sebe in uživati zabavo za upokojitev. Ali je kdo tukaj, ki je utrujen od tega, da se ves čas varuje in želi vsakemu povrniti za to, kar so mu storili, za krivico ali pa za tisto, česar vam niso storili? Gotovo mora biti kakšen v tej dvorani ali pa ko gleda po televiziji, ki je dovolj časa bil jezen in je pripravljen reči, ne bom živel več v jezi. Veliko sem se jezil in iz veliko razlogov. Jeza je lahko povsem utemeljena, lahko imate veliko vzrokov, da ste jezni. Vendar pa Jezus pravi, vi nimate pravice, ker to ni način življenja, ki ga živim, da ga živite. Imam boljši načrt. Naučil vas bom, kako se bojujete kot kristjani. Amen. Ko se jezite, nikar ne grešite, ne dopustite, da vaš srd, ogorčenje, razjarjenost in užaljenost trajajo do sončnega zahoda. Ne dopustite hudiču trdnih tal in mu ne puščate možnosti. Ko se jezimo, je jasno povabilo hudiču, da pride v naše življenje in napravi opustošenje v našem življenju. Bog ima boljši načrt. Jeza je zelo blizu besedi nevarnost. Naj vam povem, da danes živimo v svetu jeze. Jeza in nevarnost sta zelo blizu. Zelo sem presenečena nad nasiljem, ki je danes v svetu in kako se to nasilje razrašča. Mislim, že samo stvari, ki jih slišimo v priporočilih v enem tednu. Streljanje, uboji, mladina je kalila nočni mir in so morali posredovati policisti. Navijači so po tekmi, ki so jo zmagali, napravili nerede in izgrede. Sprašujem se, pa kaj se dogaja? Ena stvar, ki mi jo je Bog pokazal in se tega tudi zavedam, mi vemo, da je veliko odstopanj od moralnih norm v naši družbi. Poglejmo to, kjerkoli se pojavi upad, kjerkoli je manj morale, je tudi več nasilja, več kriminala in več ljudi, ki postanejo divji. Vso to divje prizadevanje v svetu, da poskuša Boga izriniti iz vsakega področja, je popoln nesmisel, ni samo proti Bogu, ampak je tudi zelo nevarno. Neizmerno nevarno. Ljudje morajo imeti nekaj dobrega, da lahko upajo. Potrebujejo upanje v spremembo. Če pa verjamete, da ni Boga, potem tudi upanja ni več. Veste, kaj mislim? Ta teden mi je prišlo na misel, da vsi ti ljudje, ki izvajajo nasilna dejanja, so ljudje brez upanja. To so jezni ljudje brez vsakega upanja. Ne vedo, kako zmagati v boju. Nimajo nobenega, da bi jim pomagal. Nobenega ne poznajo, da bi govoril z njimi. Vedo, da so te stvari narobe in se nanje samo jezijo. Verjetno so se tudi njim zgodile stvari, vendar ker oni ne poznajo Boga, ne vedo, kako bi dopustili Bogu, da bi se on bojeval zanje, zato postanejo še bolj in bolj jezni. Njihova jeza povzroči nezadovoljstvo, zagrenjenost, neodpuščanje in se nazadnje spremeni v divjanje. Nato pa imamo to, kar imamo. Večkrat pravi Sveto pismo, da so se sovražniki bali Izraela, ker so videli Božjo roko nad njimi. Zato so se jih bali. Zagotoviti si moramo, da ne prejemamo od religioznosti samo nekaj trepljanja tu in tam, ampak potrebujemo takšen odnos z Bogom, ki je poln ognja. Osebni odnos z Bogom.
To pomeni, zdaj hočem, da mi prisluhnite. To pomeni, da morate končati z igricami in da ne blebetate več naokrog. Kako ste kristjani? Moramo biti resni, da stvari opravimo po Božje. Danes vam hočem podati, da je nesprejemljivo, sploh ni sprejemljivo, če ste vi jezni kristjan. To je popolno nasprotje in ne gre skupaj. Rekli mi boste, no, na nikogar nisem jezna. Naj vam povem, da če se ne jezite, ste eni izmed teh, ki so blagoslovljeni. Rekli boste, kako pa ti to veš? Poslušajte, to delam že dolgo časa. To ni prvič, da tako pridigam. Niti enkrat nisem predavala o jezi, žalosti, nezadovoljstvu, neodpuščanju, razprtijah, da ne bi na koncu vprašala ljudi, če imajo problem s tem, koliko ljudi imajo s tem probleme in ali potrebujejo molitev. Bili so pripravljeni, da se temu odpovedo in nikoli ni bilo manj kot 70 do 80% vprašanih v dvorani. Skoraj vsi so vstali za molitev, torej imamo veliko jeznih kristjanov. Vi morate razumeti, da kjer ni miru, tam tudi ni moči. Kjer ni miru, tam ni moči. Jezus je imel moč nad nevihto. Ni dopustil, da bi nevihta vplivala nanj. Mi imamo veliko stvari, da se o njih pogovarjamo danes. Kako ravnati z jezo, namesto da bi ona ravnala z nami? Jeza je zelo blizu besedi nevarnost. Jakobovo pismo 1, 19 in 20. Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo. Svetopismo pravi, da je Bog počasen za jezo. Kajti jeza, sedaj hočem, da to dojamete, kajti človekova jeza ne uresničuje pravičnosti, ki si jo želi Bog. Z drugimi besedami, jeza ni pravi način obnašanja. Poslušajte me sedaj, jeza ni pravi način, da rešujete svoje probleme. Nikogar ni tukaj, ki bi kdaj rešil svoje probleme tako, da bi bil jezen. To pač ne naredi nič boljše situacije. Potem postaneta dva, ki kričita eden na drugega in tedaj imate resničen problem. Bodite počasni za govorjenje, hitri za poslušanje, počasni za jezo in ne bodite hitro užaljeni. Bodite takšne vrste ljudi, ki jih je skoraj nemogoče razjeziti. Da, ne, mogoče. Vem, da je to mogoče, ker sem se zelo hitro razjezila nekoč. Več časa sem bila jezna, kot pa ne. Včasih sem jezi dala duška, včasih pa je bilo nekaj, kar je tičalo in vrelo v meni. Če se jezimo, ko smo že prej imeli nerešene probleme, bomo prevrnili jezo na nekoga drugega? Ali pa bomo v svoji notranjosti razpadali? Velikokrat izlijete svojo jezo na nekoga, ki nima sploh nič opraviti z njo. Ko bi le razumeli to stvar, da se ne bi zanašali na druge. Nekdo se lahko med delovnim časom razjezi, ker ni dobil povišice, ki jo je pričakoval. Nato pride domov in svojo jezo zlije na otroke in na svojo ženo. To se dogaja ves čas. Velikokrat se to zgodi, ker nismo gospodari svoje jeze. Ne priznamo si, da se jezimo zaradi tega ali zaradi onega, ker ni bilo prav, saj sem si povišico zaslužil. In sedaj vam bom nekaj povedala, ali zares? Poslušajte me. Ali zares mislite, da si lahko sami povišate plačo in to hitreje, kot to uspeva Bogu? Poslušajte, nimamo niti najmanjše ideje, kaj vse bi Bog napravil za nas, če bi mu le dopustili. Rekla sem, nimate niti najmanjše ideje, kaj vse bi Bog napravil za vas, če bi mu le dopustili. Nas pa je tako strah, da ne bomo dobili, kar hočemo. Če mi Bog ne more dati tega, kar hočem, potem je nesmisel si to želeti. Če vam Bog ne more dati, kar hočete, potem je nesmiselno si to sploh želeti. Samo zato, ker jaz nekaj hočem, še ne pomeni, da to zame prav, da to imam. Bolj globoko, ko boste v svojem osebnem odnosu z Bogom, bolj mu boste zaupali, da bo napravil to, kar je za vas prav. Naučite se, da noben na tem planetu, ne hudič in ne druga oseba, vam ne bo odzela tega, kar Bog hoče, da vi imate.
In to je način, kako se bojujemo kot kristjani. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.